Drage gledalke in gledalci, smo v vasi Krnica, sem prav na glasu, Ja, v občini Gorje, z menoj sta Marjanca in Rok Pančur. Ja, Rok je vaš sin, ja. je tako. Mi se bomo danes pogovarjali o taborništvu v občini Gorje. Oba bom takoj vprašal, kako sta se pridružila taborništvu in kaj vaju je temu pritegnilo. In kdaj sta se pridružila? Gospa Marjanca. Jaz sem se, ko sem se poročila, sem se 56. leta vključila k tabornikom v odred jeklarjev na Jesenico. Potem smo se pa preselili v Gorje, sem pa pri Pokuškem rodu Gorje. Prej so bili odredi, takrat smo se pa mi preselili, so bili pa že rodovi. In potem ste še sina spravili k tabornikom. Sin je bil že znan skozi, ki je bil od dojenčka. On je bil, še hodil ni, je bil že z mano na zletu v Poljčah. To je bil pa zlet jugoslovanskih tabornikov v Šopcu in so MČI pa Murni so imeli v tej bajti, ker je vojska jo je pa imela, pa včasih je bila to šola kmetijska, smo tam stanovali. In je bil v tisti košar za krh, sem ga imela, zato da sem jaz to kadila, sem pa jaz tajnik pa blagajnik za tisti konc. To nas je bilo ne 500 takrat tam. Otrok, pa ne 10.000 teh je bilo na Poljčah. Na Bledu. Šopac. Na Šopcu. Rok, kako se pa vi spominjate teh prvih vstopa v tabornike? Jaz se tega ne spominjam, ker sem bil k tabornikom rojen. Aha. Ko sem se jaz rodil, sem dobil taborniško knjižico, mama je dobila takrat pušelc, rož, vrtanc, jaz pa taborniško knjižico. Aha. In pravzaprav sem bil takrat enostaven najmlajši tabornik v Sloveniji, ker sem bil pravzaprav rojen v taborništvu. Prej, ko smo se pogovarjali, ste rekli, da je vaš oče bil zelo pomemben pri tabornikih. Ne zelo pomemben, bil je pa eden od ustanoviteljev Zveze tabornikov Slovenije. Ja. Sodeluje pravzaprav pri tabornikih od vsega začetka, pa praktično do same smrti. No. Kateri so pa, oba sprašujem, vaši najlepši spomini recimo na taborništvo? Kaj bi tu najbolj izpostavili? Ja, jaz bi predstavila mnogo boje za tamale, ki smo jih imeli vsak let enkrat in to zmeri v drugem koncu na Sloveniji in to smo vso Slovenijo pretekmovali. En cajt sem pa tajnik pa blagajnik za zlet, potem sem pa zmeri imela orientacijo za tamale. Za ta srednjo skupino, ne za tam dol. Za ta veliki jih je imel cerkvenič Borut, jaz sem jih pa imela za tiste tam od 6 do 10 let stare. Kaj pa Rok? Kaj bi bilo tisti? Ta je pa skozi tekmoval. Jaz nam izpostavil ene stvari, ampak jaz sem drugače rekel, ne. Taborništvo je pravzaprav način življenja. To enkrat si, pa si poj celo življenje. Ne. Konec koncev jaz se lahko sam s tem pohvalim, da sem skozi tabornike pa skozi poznanstva pri tabornikih pa vse skupaj dobil tudi službo, ne, tako da se še danes lahko pohvalim, da imam plačan hobi za službo. Kakšni so bili pa taborniki v Gorjah, če bi lahko rekli, a je bila kakšna specifičnost v odnosu do drugih tabornikov iz drugih krajev Slovenije ali pa Jugoslavije? Sploh ne. Mislim, tako je, v taborništvu v Gorjah se je ustanovilo tam 1975. leta, ampak je bilo to bolj tako, da so hodili na kakšno akcijo, ampak vse skupaj so hodili v povezavi z takratnim odredom jeklarjev na Jesenicah. Zaradi tega, ker pač odred jeklarjev Jesenice je v tem koncu tukaj v okolici najbolj delal, tako da so se Gorjanci na njihove akcije pravzaprav pridružili zraven. Da so hodili skupaj in en odred in drug odred. Tako da, ko smo se mi preselili sem, pravzaprav pa v Gorjah tabornikov ni bilo, ker tisti niso delali. Jaz sem probal prvič ustanoviti, spet, da bi začeli delati že tam v osnovni šoli, sem bil še 7-8 razred, se pravi tam 83-84 leta sem poskušal s temu.
nekaj nam je ratalo, nekaj nam ni ratalo, ne. Par jih je začel delati, par jih je pustil. Ampak pol se je pa nekako to, bom rekel, da se je pa začel dobro delati, se je pa začel tam 87. leta spet. In od 87. leta naprej so pa taborniki v Gorjah non-stop delajo. Kdo so bili pa, oba sprašujem, kdo so bili pa recimo glavni mentori in voditelji, recimo v začetku in v tistih letih, kot si omenil? Na začetku, kar se jaz spomnim, je bila to Črnetova Marija, Minki, To je bila moja sestra. A sestra? je bila starešina. Učiva v šoli. Drugače, Gorjah. ja. Pa je, da jaz vem, je bila zraven tudi Kunstornova Luba, pa je Donoval, Čabro, teh se jaz spomnim, no, da so delali pri tabornikih. Drugače so pa ogromno tudi starejših, se pravi teh z te generacije, Pa starši so veliko delali. so zraven hodili, tudi. so hodili recimo z Jeseničani ali na morje ali na razne akcije pa te zadeve. Precej so bili tudi Gorjanci navezani z Dubravci, se pravi z dubravskimi taborniki so bili pa tudi del Jeseničanov in zaradi teh medsebojnih povezav so hodili pa tudi in konec koncev tudi ta medsebojna povezava je privedla do tega, da se je Pokluški rod spet ustanovil, mislim, na novo začel delati. A ne. Ker to so bili pa potem, bom rekel, ene par otrok iz Gorje, ene dve družine še zraven, mislim, da so bili glih Torkarjevi zraven, da je bil takrat Peter tudi zraven na morju. Pol so Potem pa Hribarjeva, Martina, Repetovi so bili zraven takrat. In takrat so bili skupaj z Dubravci na morju in jaz sem bil takrat kot ekonom, pa sem rekel, da bom zraven njihov vodnik. In so me potem, ko smo to vse skupaj bili na morju, se jim je fajn zdelo in smo s 1. septembrom potem 86. leta pa začeli delati, pripeljali so še svoje prijatelje, tako da takrat je pa začel rod pravzaprav dobro delati, začeli smo se takrat so udeleževati vseh začeli tudi tekmovanj. svoje tabore imeli. Oni so hodili pa vsak let nekam, vsak let v Recimo drug kam? kraj. Začeli smo tako, da smo recimo 86. smo taborili z Dubravci v Savudriji, 87. smo bili potem Metlike. ne, Kje? na Adi Ciganli na zletu jugoslovanskih tabornikov v Beogradu, 88. so bili na Ohridu, Pa je 89. leta, če ne drugače, smo bili na Pokluki, Ne, tam so bili na Kranjskem taboru, a veš, kje je še vojska. lažem, 89. leta smo bili v Medvodah. Na zletu slovenskih Pa so tabornikov, dvakrat so bili na Soče, na Kolpi. na Soč tudi. Na Soči so skoraj vsak let še zdaj. Mama. Kako se reče, kaj koritnica, Kaj koritnica? tam hodijo. Ja, pa en velik zlet je bil, se mi zdi, 68. v Metliki na Kopi. To je bilo pa na Metlike. Metliki, ja. Metlike, ja. 68. Ja. To je pa ta kuhal. Ne, Ne, takrat 68 je bil leta pa premlad. mene ni bilo. Ni, a ga Ne. ni še bilo. Ne, to je bil Majda je Ja. bil z mano takrat. Katere dejavnosti v tabornikih se pa ali sta ali se pa ne raje obiskovalo? Kaj je bilo najbolj priljubljeno? Taborenje. To je bilo zmeran, Za taborenje. tabore. Ja, mi smo imeli, računajte, za Jesenice smo imeli vsak let 3 zmene, pa obena ni bila po 200 članov. Aha. Ja. To, da Sam smo, jeseniški taborniki so imeli prostor taborom, prostor v Karigaderju, pa so non-stop tja hodili. Se prej, če prav razumem, kako se je sodelovalo z drugimi taborniškimi skupinami? Dober. Dobro. Bom čistko rekel, Ja. z Jeseničani, ker Pa- bom čistko rekel, moja starša sta bila oba gonilo tudi po jeseniških tabornikih. Aha. In ko smo se mi preselili v Gorje, so prav začeli na Jesenicah taborniki stagnirati. So šli navzdol, ker sta bila prej one dva ta vodilo na Jesenicah in ko so se preselili, je še par teh starejših delal, potem so pa še oni počasno nehali. Tako da so se na koncu koncev tam okoli 90. leta so že, niso več Gorjanci hodili k Jeseničanom, ampak so Jeseničani hodili na gorjanske tabore. Se je to tako pač obrnilo. Ja, ja. Tako bi še vprašal, kako je pa vama obema recimo taborništvo pomagalo recimo pri osebnem razvoju in kasnejšem življenju? Je tu nekaj, je to vplivalo, kakorkoli? ja, nikoli nisi bil frej, tako je bilo. No. Ja, ampak a ste s težavo šli recimo na taborenje?
Se smo ugodivati fist, preden so šli. Ja, pri nas je bilo to del Pri nas je družine. bilo to družine, Ja. To je bilo tako, jaz sem edinček po domač povedan, pa kako nisem odraščal sam. Ja, sem ga jaz. Ker sem bil zmeran s taborniki. Enkrat sem ga jaz prijavil, da je šel v Črnogoro, kako je bil. Lej, vse sem bil na ogromnih akcijah, potem, ampak to je pač tako, pri nas ni bilo, a je to težko ali ni težko. To je bilo del, to si vzel dopust, to je bilo treba jeti. Ja, bila so tudi tekmovanja, ne? To ko smo s- pa vsak let imeli Vsak let. skozi. Recimo, ko sem Jožeta Torkarja intervjuval, je rekel, da njegova žena, Olga, ne? Slavica je bila prvakinja državna. Jaz Kako je sem bilo s jih tem? pelala na Ohrid, Ja. ne na Na Ohrid, Fruško goro. na Popovo šapko. Ja. In smo pripeljali 2 rukzuka pokalov, vsa smo jim pobrali. Poj, naslednji let sem pa jaz rekla, a naj bo pa rekel, in meni pa šef rekel, da je bil to prehoden pokal, smo ga samo prinesli. Sem rekel, jaz ga nismo prinesli, če smo ga prav v rukzuku imeli. Pa je pa šel v Skopje, pa novega je kupil, smo pa še nekaj dobili. Kakšno vlogo pa je imelo taborništvo recimo v lokalni skupnosti, recimo tukaj zdaj v sedanji občini Gorje? To Kako smo bi lahko pa, rekli? vse proslave smo bili, zmeraj smo šli v krojih, naprimer za vse svete, a ne, za 1. maj, za proslave, to je bilo zmeraj, pa tamle, no, ta največ smo pa sodelovali, Zveza borcev, smo delali, gor smo jim pomagali za organizacijo proslave, pa razstave smo zmeraj štimali mi. Drugače sam kraj, ne vem, da smo bili tako noter vpeti, da so bile poj te akcije, ki so bili otroci zraven sodelovali, jih ni bilo ne vem koliko veliko, teh so bili starejši, so bili tako na raznih proslavah te zdaj, drugače pa da je bilo, smo pa zmeraj pomagali tudi za dan zemlje, nekako se pravi, zato ker je dan zemlje pa dan tabornikov in na izdan 22. april, smo takrat zmeraj imeli tudi čistilne akcije zraven in smo s tem precej sodelovali in kar še prej s krajevno skupnostjo, pa potem tudi v občini Gorje. Od tega, da smo pomagali, ne vem, od čiščenja Vintgarja, ker pomagali smo pravzaprav pri vseh društvih, a ne, ker turistično društvo v Gorjah je pač zmeraj imel finance, taborniki nismo imeli financ, smo pomagali pri kakšni njihovi akciji in na osnovi tega smo potem dobili, ne vem, kakšne finance, da smo se mi lahko udeležili kakšnega mnogoboja, podobne zadeve, a ne, zraven so bile tudi, ne vem, pri planincih smo pomagali. Pa smo šli za planince, smo šli enkrat na orientacijo. Smo šli kot taborniki, a ne, ampak smo bili tudi, ker smo bili večinoma člani, ne vem, bom rekel, eni so bili pri tabornikih, eni so bili pri gasilcih, eni so bili pri planincih, eni smo bili pa povsod. A ne, in pri gasilcih, in pri tabornikih, in pri turizmu. Ampak smo šli pač kot člani, kot taborniki. Recimo smo sodelovali s planinci, pa smo šli na planinska tekmovanja. Pa so nam planinci zaradi kdaj, da smo šli na tekmovanje, lahko tudi kombi posadili, podobne zadeve. Kaj sodelovali ste? Sodelovali smo z vsem, z vsem, kar smo lahko, a ne, tudi zaradi tega, a ne samo zaradi tega, da smo lahko tudi mi našim tabornikom marsikaj prvošili potem. A ne, ker če smo šli na taborene, je bilo treba tle finančno sodelovati, so starši nekaj dali, ampak še zmeraj smo bili daleč najcenejše variante zaradi tega, ker smo vse finance, pa vse, kar smo dobili, pravzaprav smo dali noter v to, da so otroci imeli čim cenejše možnosti na taborene, na take zadeve. Kako pa ocenjujete, da se recimo vrednote taborništva, recimo samostojnost, delo, timsko delo, recimo življenje v naravi, recimo kako so se te vrednote recimo odražale mogoče v širši lokalni skupnosti? Kako bi to ocenili? Ja, to smo imeli tudi gorsko stražo in smo jih rože, pa to smo jim vse pokazali, pa jih vozili okoli, da so se s tem spoznali. Ne? Kako se je pa taborništvo v Gorjah spremenilo od recimo vajnih časov, tam začetkov do danes? Kakšna je zdaj? Ja, jaz sem zdaj v penzion, jaz se naš več zdaj ne odkvarjam, jaz sedim, imam tabor naročen, drugega pa nimam nič. Ker ne morem jaz več nikamer, tudi pri planincah sem odpovedoval vse. Kaj pa sin?
Pri meni je bilo pa tako, praktično jaz sem delal, dokler se moji otroci niso športom začeli ukvarjati, a ne, in potem enostavno ni bilo več časa, ker sem pač tak, da se ne moreš dati pol, a ne. Se daš celega ali pa ne. In sem takrat enostavno prenehal delati pri tabornikih v Gorjah. Nekaj časa sem še sodeloval, bom rekel, pri Zvezi tabornikov Slovenije, ampak enostavno pol ni bilo več časa, ker je bilo te otroke zmeraj več voziti okoli podobne zadeve. Tako da, kar se v prvi tiče, bom pa tako rekel, a ne, poznalo se je fest, taborništvo, ne vem, vse tako, kot sem prej rekel, a ne. To je način življenja pa vse skupaj in te poveže od teh vrednot do vsega skupaj, od timskega dela ti ni noben problem, s katerim okoli delati. Ne vem, sploh pa z delom v naravi, a ne, rad si od zunaj, potegnete še zmeram. Imaš pa taki feedbacke, a ne. Eni so za to, eni niso za to. Enem je to všeč. Meni je bil v Gorjah samo to zmeraj žal, vsi so bili radi taborniki, enkoli pa meni hotel biti naprej. Mislim, ni jih bilo pa tistih, ni jih bilo veliko tistih, ki so pa rekli, da bi bili pa vodniki. Kakšna je pa danes situacija? Slabo. Ne morem reči, da je slaba. Delajo še kar, vsak let delajo, grejo na vse akcije, imajo zimovanje, stanovanja, vse skupaj. Tudi spremljate lahko vse njihove zadeve na strani Kluški rod Gorje, a ne. Na spletni strani so vse akcije, pa vse opisan, slikan z vsemu. Ampak ne vem pa pravzaprav, koliko jih je pravzaprav v Kluškem rodu zgori še. Kaj bi pa oba bi vprašal, recimo za konec, ne? Kaj bi svetovala vidva mladim, ki se bi danes želeli priključiti tabornikom? Da ne se kar samo vključijo, pa samo zraven ne bodo zaradi tega, ker je res je dobro, da imajo nekaj eno komando, pa nekaj eno reč, da niso tako razpušeni, pa tamle po gostilnah. Jaz bom rekel tako, ne, da je vsaka stvar, ki je v naravi, dobra. Tako da taborniki ne samo, da ti dajo to, da si samostojen po vse skupaj, ampak te tudi ni zdaj to samo, ne vem, določene zadeve s preživetja v naravi ali pa kaj takega. To je tudi združenje vse skupaj, od socialnih vrednot do, ne vem, vsega konec koncev, ker to ni samo en segment, to je pravzaprav način življenja. Recimo jaz lahko rečem tako, ker ko sem delal inštruktažo, me je učil, bom rekel, en od profesorjev, bom rekel, na MBA-ju učijo, a ne. In ko so ga vprašali, koliko bi en tak tečaj, koliko bi ga on računal, če bi to eni drugi organizaciji izvedel, ne, je rekel, me ne morate plačati. Ampak zakaj pa to za tabornike delati? Zato, ker je to način življenja. Jaz sem od tabornikov toliko dobil, da če imam vsak let te tečaje, jih ne morem vrniti. Ker sem se naučil vse, od sodelovanja, to, kar zdaj pravzaprav na MBA-ju uči, je vse dobil pri tabornikih. Od razmišljanja do gledanja na svet, do vseh teh stvari. Ker nikoli nismo bili samo na eni lokaciji, zmeraj smo težili, da gremo čim več okoli, da si čim več sveta ogledamo konec koncev, tudi zaradi širitve obzorja vsakega posameznika. Da ni konc gori, konc sveta. To smo bili na zlet, dvakrat smo bili na Sutjesku, na Petrovu gore, na Fruški gori, v Beogradu, kje smo bili še, kje je bil zlet, v Medvodah. Povsod imamo, ampak ni samo to, bili ste tudi v Belgiji. Tam vse vidiš, dvakrat smo bili. Bili ste tudi v Belgiji, recimo, bili so tudi naši člani, so bili tudi na Tajskem, recimo, bili so na... Lansko leto bili v Koreji. Bili so na ogromnih zletih, ki ti veš, ne. Se pravi, bili so od, ne vem, bom rekel, od Severne Amerike, Južne Amerike, do cele Evrope so bili tudi člani zgori, okoli po vse, ker je pravzaprav Džemburi, a ne, svetoven zlet tabornikov, je tudi vsake par let in kakšen zgori gre tudi na vsak let na to odpravo. Tako da, ja, predvsej je bilo tega, še več je tega, pa to se non-stop dogaja. Tako da, jaz bi vsakmu, ko ima otroke, svetoval, da ne jih vpiše k tabornikom, ker tudi če ne bo delal pri taborniku, bo pa ena lepa izkušnja. V redu. Najlepša hvala. Vam hvala.
Mi smo se fletili imeli. A se spomniš, koga ga je Slavi takrat posral, smo bili na Ohridu, ki je Božo rekel, da nas mejo čez štrkite, in pa Slavi rekel, pojte, Joško, pojte. Na Šuntova, da so poj šle čez ograjo, tam, ki je bil tabor ograjen. Čakajte, zdaj pa povejte to lumparijo, zdaj lepo povejte od začetka. Kako je bilo s tem? Na Ohridu smo imeli svoj tabor, na Slovence. In vhod je bil na tole krajina, te so pa šle v mest na Ohrid in so šle, takole je bila pa cesta, tle je bila pa ograja okoli špagona. In Božo je rekel, da oben nas me čez ograjo. Kater Božo? Vaš mož? Moj mož, ja. Vaš mož? Da mora vsak ite okole. Da se gre v tabor skozi vhod, ne skozi stene. Je rekel, kdor bo šel čez, bo dal za nukiš topira, ta velika. A bo moral plačati? Ja. To je pa Slavi, je pa Joško, pa te so šle... Slavica od Jožeta Torkarja žena. Smo pa imeli enega otota. Ta oto je pa od vseh tistih, so v fabrik delal, bone pobral, pa v fabriki je salamo kupil, da smo salamo imeli, da smo zvečer kaj malo pojedli. Ti, je pa rekel Slavi, salamo imamo, krh imamo, je rekel, pijače pa nimamo, boš videl, rekel, da mi jaz zrihtal. Pa so pa te prišle z Ohrida, takole, če vam po ceste, je pa Slavi rekel, Joško pa hitro sem, Joško je pa čez ograjo šel, evo, pa smo imeli nukiš topira. Katero leto je to bilo? To je bil tisti let, ki je bil ta prvojaka. Koliko? 88. No, težko vam je bilo, ne? Klemena se spomnim, ko je rekel fejst, ko so ga vprašali. Tlele je ležal, ti hudiči. Ne to, ki je prvič, ki nastopal, ga je vprašal, ti si pa tako mojhano, imaš kaj treme, je rekel, ne, si tlele jih je malo, pri tabornikih jih pravogno zmeram več. Kako? Nisem razumel. Klemen, ja. Ki je mu prvi nastop praktičen. To je sin od Torkarja. Ja, tak je v oper poje. Tak je poje v operi, ja. On je mu prvi javen nastop praktičen na Bledu, ni bilo to talent, ampak kaj bi že bilo? Prvi glas Gorenjski. Ne, to je že Slovenija, to smo kakor karaoke, veš, ko smo imeli majice, ki jih je sosed... Pridite tam se sest. Ki jih je sosed naročil, smo dol šli navijati, na Bledu je bilo v centru. In so ga vprašali, ker je bil majhan, ne? Ja. Pa nimaš nič treme. Ja. Je rekel, to je pri taborniku, zdaj sem tega navajen, nastopamo skozi. Rad bi povedal še to zgodbo, ne, mama je začela, je lepo povedala, ko smo pač kopali, da smo prekopali vse skupaj, da je voda odtekala, da nismo šotorov imeli. Kje ste to bili? V Beogradu, na Adi Ciganli, na zletu tabor, na zletu jugoslovanskih tabornikov. Praktično se je oblak utrgal. In je praktično Ado je v uri pa pol je zalil kompletno Ado Ciganlijo. In pač imeli smo šotore, tako malo kokrina kotlina je bila, smo jih imeli postavljene po robu in se je voda začela v tej kotlini nabirati. In enostavno smo s tem, fanti, ki so bili malo večji, smo enostavno cesto prekopali, zato da je voda iz tabora odtekala, zato da smo vsaj 3 šotore imeli suhe, da so otroci noter spali. Spali so praktično kakor sardine noter, en zraven drugega, na komando so se obračali, ampak bili so na suhem. Tistih par na koncu, ko smo pa kopali, naše šotore je pa pravzaprav poplavali in zaradi tega smo šli spat v jedilnico v Novi Sad. Ker mi smo bili pravzaprav, nismo bili v slovenskem naselju. Kje, na Adi Ciganli? Na Adi Ciganli, to je bil zlet jugoslovanskih tabornikov. Katero leto to bilo? 87. In je bila vsaka republika bivše Jugoslavije imela svoj tabor. Ampak iz vsake republike je en odred takrat je šel taboriti v drug naselje. In recimo gorjanski taborniki, pa takrat so bili Jeseničani tudi z nami, smo bili del Vojvodine. Ja, del naselja Novi Sad, in mi smo imeli potem, nismo imeli hrano pri Slovencih, ampak smo imeli kuhno v Novem Sadu in ves tabor naš je bil del tega novosadskega tabora.
In, Ampak bili ste, zdaj ne razumem, če bili ste Ja. na Adi Cinglaj, Ciganliji, ja. Ciganliji, potem ste šli pa v Novi Sad. Ne, Ali kako? Novi Sad je bil naselje. Tako se je imenovalo Ja, naselje. naselje je bil Novi Sad, naselje Aha. je bilo Ljubljana, a ne, ampak Ljubljana je bilo slovensko naselje, ampak v slovenskem naselju je bil z vsake republike en odred, se pravi, bom rekel, z vsake republike bivše Jugoslavije je bilo noter v temu Novemu Sadu, a ne, recimo v naselju Novi Sad je bilo, ne vem, 30 Slovencev, pa 30 Hrvatov, pa 30 Črnogorcev, pa 30 Ja, ja. Bosancev, pa Makedoncev. Makedoncev, a ne. Ja. Ja. Ampak zraven je bilo pa še rečemo 1500 je bilo pa Domačinov. Vojvodina, z Vojvodine. Domatino, a ne, ja, tako. bi rekli, ja. A ne, in to je bilo pa srbski tabor, črnogorski tabor, Kosovo, vsaka republika je imela en tak tabor, ampak mi, se pravi Pokluški rod, Pokluški odred takrat, smo bili pa del Vojvodine. v Vojvodini, a ne. Del tega naselja Novi Sad, a ne. In Ki je bil na Adi Cingaliji. vse naselje, cel vzlet je bil na Adi Ciganliji. In mi smo bili pač v tem naselju, ne vem, bom rekel 200 metrov ali pa 300 metrov stran je bil pa naselje Ljubljana, vmes je bil večji prostor za prireditve, za take zadeve, ne? Ker tam smo se družili taborniki iz cele bivše Jugoslavije. Če sem prav razumel, je tisti del Novi Sad najbolj zalilo, ali kako? Mislim, da čisto vse je enako. Vse je Ampak, enako, ampak to je problem vse. je bil v tem, ne, da smo Ja. bili mi zaradi tega, ker smo celo noč praktično z našimi večjimi fanti delali, da smo bili mi eni od redkih, ki smo bili suhi. Ker ste Ker skopali smo jarke. pač skupali jarke, da je voda odtekala, a ne pa vse skupaj, ostali so pa jamrali, pa so jih preselali. a ne. Mi smo si pa pač sami zrihtali, da smo pač Otoke. lepo, tako, da so bili otroci na suhem, pa vse skupaj. a ne. Potem sem jih prijaz pel enkrat v Beograd, pa nič, če si jih pel na avtobus, če ti mu kroj gore, ni bo nič treba karte plačati, a ne. Ja. In smo se skozi okoli vozili po Beogradu. Šli v Črnogoro, je bil izlet črnogorskih tabornikov, smo šli takrat tudi kot delegacija Slovenije dol si ogledati vse skupaj in po 3 dneh je kuhna crknila. In potem je bilo za fruštek, za južno, za večerjo. Vojaška konzerva sardin, 1/4 kile kruha, pol čebule, pa za kosilo je bil pa zraven še pol litra mleka. Mrzlo. Ja, ne, pa Ja. dva, pa Nič drugega, to je bilo to. In to je bilo 10 dni. Vojaški. A ja? V 14 dneh sem bil dol, sem 10 dni to jedel, jaz še danes rib ne jem. A v konzervah so bile. Ja. A ni bil- Vojaška konzerva, prav vojaška Pa to konzerva. ste še srečo imeli, ponavadi je bil mestni doruček neki. Ne, če bi bil mestni doruček, bi bili ful zadovoljen, A ker ja? tam na konzervi so bili tudi letniki 1970 pa tak. poj ste pa nekam, poj ste pa To so nekam bile vojaške v hrib konzerve. šli, pa nekam, Rezerve vojaške. pa so pa nekam v hrib šli, so pa rekli, vidi Slovenci, To je ko so bilo, to je nore. bilo na Plavu, Plavsko jezero je bil vzlet, a ne, in je to 7 km od prokletih stran. Ja. Normalno, a ne, mi smo šli tam na en hrib lest, a ne. Vidi ljudi Slovenci, v mesto, da odmarajo in da vrdo. Čim so videli, kdo hodi gor, je bilo jasno, kdo so. Ja, Ne? to so bili takoj ljudi Slovenci, a ne. Ampak to je, se pravi, to so tisti spomini, poj, ki jih imaš, in to je čisto vsak tabor, ki se je kakšna taka zadeva naredila. a ne.